To je mala hiša na Pilštanju, v kateri najdejo zatočišče otroci in mladostniki iz družin v stiski. Ustanovitelji Simona Simon, Ada Požek in Matej Žnuderl so jo s pomočjo donatorjev uredili pred 15 leti. Zberemo denar za brezplačne tabore, gremo po otroke, petka, sobota, nedelja, organiziramo recimo en tak vikend paket ali pa en praznik, 3-dnevni, da vam opišem. Se prilagodimo takrat situaciji, tistemu prazniku ali tistemu obdobju, kot je. Imamo kakšne delavnice na to temo, vedno nekaj skuhamo, spečemo. Tabore popestrijo še s pogovori. Imamo pa tudi razne poljubne teme, ki želijo se pogovarjati o težavah, ali medvrstniško nasilje, ali kakšni problemi doma. Pač vse, kar tarejo mlade, ne. V malo hišo se zatečejo predvsem otroci iz socialno ogroženih družin. Je pa res družinskega tipa, to pomeni, da skupaj pospravimo, da se učimo reda, da se pogovorimo, vsi sodelujejo. Če dobimo drve, se drve pomagajo zložiti, razne akcije so. Skupaj smo, tako družina, nekaj uredimo, se pogovorimo, pa tudi uživamo, pa gremo na izlete, pa se imamo lepo. Ja, rečemo, ponovadi delamo delo, ko je rečemo božična, delamo božične take stvari, izdelke, razno se zabavamo, kdaj pa kdaj gremo ven, rečemo, lansko leto je bil sneg, pa smo se kepali. Delamo kakšne izdelke, se družimo, kakšne namizne igre igramo. Dobivamo tudi oblačila, čevlje, igrače. Simona pa Ada sta ful prijazna, ker nas peljajo na izlete. Vidim, da se spremenijo stvari, če otroci pridejo na malo hišo in da jim je tudi lažje za vnaprej. Tudi dobijo delovne navade, ker nekateri starši ne dajo otrokom nič za delati. In se tukaj otroci naučijo na primer pomiti posodo, kako speči tisti štrudel in tako. Svojo zgodbo nam je zaupala Sara, ki se zdaj, ko je že polnodetna, pripravlja na samostojno življenje. Simona Simon je bila zadnja 3 leta njena rejnica. Zdaj se osamosvajam in mi pomagata z Ado, da sem na mali hiši, da dobim stanovanje. Tudi za službo sta mi pomagali obe, tudi Simona. Pri Simoni sem se tudi veliko naučila za življenje, da se več pogovarjam. Prej sem bila bolj tiha, čistiti tudi nisem nekaj znala, me ni noben tako učil. Simona me je naučila, osebne higiene me je bolj naučila. Čeprav malo hišo na leto obišče približno 250 otrok, ta ni namenjena zgolj njim, sem se po pomoč nemalokdaj zatečejo tudi starši. Na malo hišo že pač hodim z otroci 14 let. Tako da tukaj sem se srečevala z dosti družinami, ko so imeli še hujše težave, ko sem jih imela sama. Sploh tam recimo, ki je bil alkoholizem, da so bili otroci odvzeti, so potem prihajali na malo hišo, Kadi pa Simoni, da so jima pomagale, devale nasvete. Prejšnji teden smo imeli mamico, ki je rodila in ni imela kam in ni imela nikogar, ki bi ji pomagal. Je bila v takšni situaciji, da ni zmogla, da bi sama zdaj doma se rihtala. Mi smo ji pomagali vse pri nasveti, pri dojenčku, pri njej smo pomagali. V času epidemije prirejajo tabore za otroke iz posameznih družin. V času koronakrize pa se stiske povečujejo, opaža sogovornica, imajo mnogo svetovanj po telefonu, SMS-ih in podobno. V tem času bodo zato veseli tudi vaše pomoči. V obliki paketov hrane, ki jih potrebujemo za brezplačne tabore, potem v obliki te kurjave, teh briketov, ko naša peč kar požira, ker to je stara hiša, cel trg Pilštan je iz gradu Svete Eme. Vreča je okrog 3 evre, če kdo želi kako vrečo, to smo zelo veseli, ali pa žiro račun imamo, ne.
lahko prispevek. Za brezplačne tabore in pravzaprav delovanje Male hiše so hvaležni donatorjem, takole z risbicami pa se jim tudi osebno zahvalijo. Ponavadi vedno narišejo malo hišo, pa zdaj so še smrekico, pa sebe zraven smrekice, tudi obdaritve imamo. Tako da vsem iz srca hvala za brezplačni program Mala hiša, ki nam pomagate.